Ta Viteška dvorana je predvsem ena taka lepa naša zgodovina, ki je sigurno lepa in ne smemo jo kar dati ob stran. Vse izdelke, ki jih vidite v sobi, tukaj noter so delo kovaškega mojstra Martina Oblaka, ki je kovaški mojster tukaj iz Svidnega, par kilometrov stran. Vse so replike, narejeni so pa seveda po duplikatih originalov. Napisi na stenah so tudi Slave Vojvodine Kranjske in pa po drugih poročilih. Za nami pa je tudi slika, ki nam je narisala lokalna umetnica Anita Jakoš, zelo priznana restauratorka tudi krščanskih artefaktov v Sloveniji. Celotna slika je narisana v smislu bakroreza Valvazorja, upodobitev naše kmetije, seveda ta scena z deklino in pa fantičem na konju pa je bila kasneje dodana na našo željo in pa celotna slika je narisana z rjavo barvo, samo rožica, ki jo dekle drži v rokah, je obarvana. To je to za začetek. Jaz bi vas mogoče povabil kar za mizo, da se izvolite razkomotiti. Na mizi vas čaka že domač ledeni čaj, katerega kuhamo sami. Zraven imate pa seveda tudi malo vina, vode, prvo tisto, da se odžejate, tako da lepo prosim, izvolite se razkomotiti in počutite se po doma, če potrebujete kaj, smo na voljo in pa smo tukaj za vas. Ne? Hvala. Po protokolu, da nam bi se prej sedel, se morate da prvo veste, da prej, Se prosti, imamo obed. Mimo grede bomo izkoristili, da verjamem, da bomo bili v časovni stiski. Za vas imamo program Predmet v grajskem stilu. Potem vam bomo predstavili industrijski turizem, potem bomo šli na etno pogostitev in gremo še na rustikalno postrežbo. Vse v bližini in kjer smo lastniki mi. Zato danes predstavljam prvo. Čaše in vrči so iz Valvazorjevega časa, narejeni so na Češkem, vsak ročno narejen iz črne gline. Zraven imate pribor, vilice v tistem času so imele dva rožička, zato smo vam dali samo predjedi. Obleke v Valvazorjevem času so bile brez gumbov in zadrg, zato je grajska krčmarica tukaj oblečena tako, kot je. Obleka je široka zaradi tega, takrat je bila velika umrljivost otrok in so ženske bile večkrat noseče in pač vse je tudi na vrvice. Toliko za enkrat, dali smo vam v vrčke vino cviček, Krško PTP, katerega imamo redno, potem imamo dostavo iz kleti Ormož, smo vam dali Jeruzalemčana in Cabernet Sauvignon iz kleti Brda. Največ jemujemo priznane kleti, namreč mi imamo cateringe do 1500 oseb v Sloveniji in izven meja, v drugi teden pa smo catering povečali na 4000 oseb in imamo svetovni dan čebelarjev, s tem, da gre za 2500 oseb hrana na krožnike, vse je narejen za slovenskim medom, slovenska pečenka z medom, štrukli z medom, sladica z medom in tako naprej. Pa še slišali boste kaj drugega, tako da vas res moram predstaviti. Gospod Jezeršek je moj prijatelj, mi z njemu sodelujemo kot Gostilna Slovenija, navdih nam je on dal, z Gajo sodelujemo, ker sem obrtnica in on tudi, tako da sva spodobna drug do drugega, seveda on je pa haj in drugače neprevedljiv. Kako? Ste rekli za 2500 ljudi. Povečali smo iz 1500 na 4000 v Žirovnici bo, od tega je 500 oseb samo protokola. Šotor, kaj? Šotor na travniku. Tako. Kar pejte jesti, pa bomo... Pejte solata, bo mrtva, drugače. Pa bomo naprej. Takole, kaj imate na krožniku? Najprej s čopičem potegnemo po deski z olivnim oljem, posujemo z bučnimi drobninami, golice, zmlete so to, potem pa na eni strani, če mažemo skuta prihaja iz kmetije Kmetič 3 km stran.
Na drugi strani naša domača jetrna pašteta, dodatkom črnega tartufa, jelenova špehovka. Na mečku vas pa čaka ocvirkova pogačica, ocvirki naš lasten izdelek, jetrna klobasa, najbolj značilna za Zasavje, s proseno kašo in pa punštrt pečen na masti in ocvirkih, zraven pa še malo okisanega hrena. Nekako filozofija same hrane pri nas je lokalno, sezonsko in pa slovensko. Se pravi, res se trudimo prvo, da zajamemo lokalne. To pomeni to, da ko me nakliče eden kozličke, imam litro ostale, a jih boš vzel, jih bom vzel. Tisti teden forsiramo kozličke. Če je teletina, če je divjačina, če so zajci in tako naprej, tisto se potrudimo dati na krožnik. V naši gostilni pice ni morskih stvari, ni morske ribe, ni nekih špagetov in tako naprej, ampak jaz mislim, da znamo s temi lokalnimi izdelki narediti čudovito hrano in pa mogoče narediti še kaj več, kakor pa drugi z neko fuzijo ali pa mešanjem okusov. Ko sem se jaz odločeval, kaj bi naredil v tej gostilni, sem bil zelo zmeren. 25 let sem bil star, nekako sem glih za slovensko mladinsko kuharsko reprezentanco, tekmovati za Slovenijo. Delal sem same filečke, pirečke, pence, mrežice in tako naprej. Ko sem se odločeval, kaj bom delal, sem rekel, da bom za ljudi kuhal tisto, kar bi jedel jaz. Tako da takrat tudi veš, kaj želiš doseči pri samem okusu, izgledu in tako naprej. Mogoče kakšni prijemi so že predstavljeni malo drugače, vizualno in tako naprej, ampak še vedno je bistven okus. Poslužujemo se največ svinjine, potem teletina, govedina, zatem prihajajo prepelice, so od gospoda Dolšina, da ne znamo sorodu, to je gospod, ki je bil Valvazor. Imamo kopune vsake tok časa, kozlički, jagenčki in tako naprej prihajajo po tukaj. Seveda pa tudi se trudimo veliko stvari pripravljati z divjačino, ker se mi zdi, da je to surovina, ki je najbolj neoporečna, ker žival je tisto, kar sama hoče in pa giblje se to, kar se sama hoče. Jaz ne bi več veliko govoril, prosim, dajte probati, lepo pa tekmašli, poživajte. Juha na krompirjevi osnovi skuhana, malo kisle smetane in pa noter je par špargljevih vršičkov, popraženih na maslu in pa ena taka kruhova šnita. To je za eno tako osnovo jed, boste z lesenimi žlicami, dela nam je gospod Matija Kobola iz Kočevja, vsaka je ročna, narejena, unikatna. Posebnost lesene žlice pa je v tem, da se z njo ne opečete, ker lesna prevzema temperature tako kot kovina, pa dovoljenje srkati. Tako da prosim, da što mi pisati, če je tako narod, ne? In lep dober tek vam želim, uživajte. Ja pa upam, da ni pogles. Takole druščina, še predstavitev, kaj prihaja na mizo za glavno jed, oziroma nekateri že imate servirano. Ena zasavska jed, ki je zelo znana, je grenadirmarš. Grenadirmarš je pražen krompir s testeninami. Zraven smo vam pripravili, ker je svinjina tista glavno meso, ki ga največ pripravljamo. Je ena krasna svinjska ruladica z dimljeno slanino, malo špargle in ena dobra naravna omaka. V drugi šaljčki prihaja na mizo je zajčkov ragu z belim vinom in luštrkom. Kot priloga pa je čebulna pita, to je naša domača jed. Čebulna pita z malo slanine in pa ajdo krapec je nadevan z zeliščno skuto, ki je prva zelišča seveda tudi na vlaso. In pa še ena solatka za malo osvežitve. To je ena tako preprosto, ampak seveda zelo, zelo dobro trženje industrijskega turizma in pa hkrati prikaz lokalne hrane. Prosim? Česna? Ne. A je na solati? Ne, ne, bova še lupčka takaj. To je zdaj servirano na puzlih od steklarne Hrastnik. Vsaka puzla je svoja jed. Prva jed je grenadirmarš, pražen krompir s testeninami, potem na vrhu svinjska roladica s slanino in pa šparglji in ena dobra naravna omaka, malo svežega armana zraven. Potem pa v naslednji puzli zajčkov ragu z belim vinom in luštrekom, ajdo krapec nadevan z zeliščno skuto in pa čebulna pita s slanino in pa seveda še malo solate. Steklo servirana sladica,
en sadni preliv z malo vanilije, ocvrt bezgov cvet, na drugi strani krema iz bezgovih jagod in pa na eni strani je jogurtova krema, tako da je malo bolj osvežilno vse skupaj in pa seveda malo svežega sadja, limonina, melisa. Tako da to je še tisto malo za osvežitev in pa za nekaj sladkega za na konec za eno tako kompletno kosilo. Tole je jogurtova krema, potem ocvrt bezeg, sadna omaka z vaniljo in pa tukaj je še krema z sirupom iz bezgovih jagod. Gospod župan, ste kaj ponosen na to gostilno Prčop? Ja, izredno ponosen. Kot sem rekel, to je simbol vztrajnosti, trdnosti, da se lahko do danes vidi, kako na kakšen način generacije se povezujejo med sami, je pa res en. Na kakšen način jih boste pa podpirali? Vidite, že s pozitivno energijo v danem trenutku je največ, kar lahko da Matjaž Švagran, druge pa župan, kjer ustvarjamo pogoje, da lahko dobri ljudje delajo v dobro. Kako se pa vi želite, da vas bi podpirali? Župan? Ja. Nas podpira. Ne, imamo pogostitve sorazmerni delež porazdeli enakomerno, ker nismo edini, vsaka gostilna je po svoje uspešna. Eni imajo drugačično kulinariko, eni imajo drugačičen turizem.